Kako sem lahko tukšen butelj? Kakšne gluposti so se delam? Pa to je... ne vem. Res ne vem. Glejte, kako je revež lačen. Da je izgradnja te trdnjave stala 60 milijonov evrov, če bi to dal v današnji čas. Tlele gor ni stresa, sigurno ga ni, ne. Glejte, kako so prijatelji. Živijo v sožitju, vidite. Pa obedva sta lačna, ampak skupaj sta. To je neverjetno, glejte. No, tole pa je strma cesta. Upam, da moj pečojček zdela. Evo, prispel v Trebinje. Tukaj sem, taka prijetna hiška. Avtom še malo bolj not porinu, najbrž. Drugače pa, glejte, super terasa, ki jo lahko uporabljam. Glejte, je res lepo. Vrt. So še češnje, sem ni nobene gor. Evo, glejte, res fino. No, zdaj da vam pa še sobco pokažem. Evo, dobro, to je apartma, sicer je manjši, lepo fino, zakonska postelja, to vam jaz narajš, da je veliko. Zdaj pa še WC kopalnica. Ni ravno veliko, je pa zelo čisto, vse lepo diši. Tako da jaz sem ekstra zadovoljen. Tole pa slika Trebinja. Lep mest je meni Trebinje. Dobro jutro iz Trebinja. Ura je sicer že 10:30. Sem ob 5. vstal in sem bil priden. Sem zmontiral prvi video iz Bosne, tako da ga bom danes zvečer objavil, ker ste mi ful pisali, kdaj bo video. Zdaj sem šel pa na zajtrk in sem ful v enem lepem lokalčku. Vam ga bom potem pokazal, ampak bo brez zvoka, zato ker imajo muziko, se veste, po je pa problem te avtorske pravice in vse to. Tako da sem šel to malo stran posnet. Glejte, glih tamle kaj kelnar, mi prnaša, tam sedim. Drugače pa tole pa reka Trebišnica, ki teče skozi Trebinje in po njej najbrž tudi Trebinje dobil ime, ali pa reka po Trebinju. Sem že na prvi znamenitosti, ki se nameravam ogledati danes, nisem pa tukaj prvič. Bil sem že ene 3-krat, čeprav v Trebinju sem bil res samo enkrat, pa dober, enkrat sem samo prespal, pa sem pol tudi šel sem gor pogledat, pa enkrat sem se sam in grede ustavil. V glavnem sem pa tukaj na enem hribčku nad Trebinjem. In tukaj za menoj je cerkvica, ki se imenuje Hercegovačka Gračanica. Gračanica je zelo znana cerkev na Kosovom. Ta cerkev je pa majčken kopija te na Kosovu. Namreč tukaj je živel en pisatelj, Jovan Dučić, ki je umrl leta 1943 v ZDA in so ga tam tudi pokopali. Je pa v poroki napisal, da bi želel biti pokopan na enem hribu nad Trebinjem, pa po možnosti v kakšni cerkvici. No, in zato so leta 1999 začeli delati tole cerkvico, ki jo vidite tukajle. Ta cerkvica je veliko lepša, kot jo vidite tukajle na sliki. Vreme je tak, meglice so in ni sonca in ni ta prave svetlobe in ni niti približno ne tako lepa, kot je res. Bom pa probal v ta video, bom probal najti stare dron posnetke, pa bom to noter dal, pa boste videli, kako je lepa. No, gremo naprej. Se pravi, ta pesnik je želel biti tukaj pokopan. 1999 so začeli delati to cerkvico. In
se pravi, podobna te Gračanici na Kosovem, s tem, da je malo manjša, ni čista kopija in tudi posmrtne ostanke tega pesnika so sem noter prinesli, tako da je noter pokopan. Gremo zdaj pa pogledati noter, pa potem vam še pokažem, kako je lep razgled na Trebinje od tukaj. Tudi, če vas cerkvice ne zanimajo, vkolikor boste hodili tukaj, se vam splača priti sem gor zaradi razgleda. Lejte, to je razgled na Trebinje. Tukaj približno na sred ekrana imate dol star most, ki bom več povedal o njim, ko bom dol, zanimiva zgodovina. Trebinje je znano po tem, da ima okoli po hribih trdnjave in če mogoče vidite, tamle gor na unemle je neka trdnjava, zelo majhno se vidi, mogoče morate povečati, pa boste videli. Potem, lejte, na telemle hribu je saj ena, če celo ne dve trdnjave. To vem zato, ker sem že bil in imam tudi namen danes iti, predvsem zato, ker je tako zanimiva pot, tako da to boste videli v nadaljevanju. Zdajle takoj po tem, ker pa to pogledam, grem pa v to smer, tamle nekam, so pa tudi vsaj dve trdnjave. Najbolj poznana je trdnjava Strač, katero sem hotel pred 10 letom obiskati in sem bil tudi prepričan, da sem jo najdel. Potem sem pa gor srečal enega človeka in je povedal, da to ni trdnjava Strač, da je to ena druga. Takrat, 2014 je to bilo, jaz takrat še nisem v pametnega telefona, tako da nisem mogel niti po Googlu gorjeti pa to. In sem nekje mogel zaiti. Danes grem pa zdaj najprej na to trdnjavo Strač, potem pa še vse ostalo. Niso pa samo te trdnjave v Trebinju. Imate vinarice v kup, samostanov, res kar nekaj stvari za videti. Škoda le, da ni pravega vremena za slikati, snemati in tako naprej. Drugače pa boste videli, pot do tega trdnjave Strača je zelo zanimiva in boste videli, glejte naprej. Tole so pa zanimivo naredili, poglejte, za prireditve bi jaz rekel, se pravi, kot neki amfiteater, tamle dol bi rekel, nastopajo ljudje, v zadju ta stari most, pa Trebinje, tako da res lep kraj za prireditve. Zdaj sem že na poti za to trdnjavo Strač. Po teli cesti se gre. Jaz sem tukaj že šel, kot sem rekel. In veste, kaj je problem te ceste? Lejte, tle skozi gre gor po teh. Problem je, ki je 4 km zdaj in mislim, da je samo enkrat možno za srečanje. Tako se spomnim, ko sem šel 10 let nazaj. Upajmo, da nobenega ne bo. Cesta postaje vse ožja. No, sicer tle je malo boljša, tamle dol je bila grozna. Še 2 km je. Zdaj lahko bi šel peš, ne? Ampak
bi šel raj z avtom, zato ker če grem tle peš, bom manj stvari danes videl, ker bo časa zmanjkalo, ne. Drugače bi mi pa pasalo vse sprehoditi. Bom pol tudi gor eno zanimivo zgodbico povedal. Jaz vam bom povedal tako, kakor sem jo slišal. Če se je on zlagal, ki mi jo je povedal, se je on zlagal, jaz se vam nisem. Tako da zanimiva zgodbica bo, ko pridem gor. Malo skoraj tu je, ampak moramo priti čez, ne. Vidite, Mercedesa bi bilo škoda za tele hece, ne. Veste kaj, tle ful teh kamnov ven gleda, ne. Tako da moram ful počasi sej. Zdaj, ta prvo, ko bo možno za obrniti, ustavim pa grem peš naprej, ne, ker tole nima več smisla. Seveda rikverc pa tudi ne bi šel glih rad tukajle, no, tako da upam, da čim prej kakšen plec, da ustavim, parkiram, obrnem in to je to. S Peugeotčkom prispel vse do trdnjave Strač. Že tole, lejte, tle, ko sem vedel, da to je zame. Lejte, tudi kako lepa okolica. Lejte, tamle je še ena trdnjava, pa tudi tamle ena. Jaz na eni od teh dveh sem bil, ne vem pa na kateri. Ne vem, res ne bi vedel. Sem pa bil zato, ker sem iskal to. Lejte, tam gor, tamle, ki je stolp, grem pa pol z avtom, pa tudi tam na poti je vsaj ena trdnjava, če ne celo dve. Zdaj pa gremo tole mal raziskati. Drugače ta trdnjava je znana po tem, da je ful okopana. In je bila ena največjih trdnjav v času Avstro-Ogrske. Jaz zdaj ne vem, kje ćemo je, tlejte, tukaj je markirana pot, pejmo tle za začetek, pridemo gor so mende kupole še, lepo vidne, bomo videli, drugače pa do takrat, ko gor hodim, da vam pa malo povem. Ta je bila ena večjih trdnjav v času Avstro-Ogrske. Je pa Trebinje bilo eno najbolj varovanih mest, ker je imelo cel kup teh trdnjav po hribih. Dajte, že tam na unih dveh hribih sem vam dve pokazal. Pa tam, ko grem, potem je saj ena, če ne dve. Pa tale, tako da, lejte, bilo jih je 5 ali več, ne vem točno. Tega podatka nisem najdel. Drugače pa so zračunali, glede inflacije in vse, da je izgradnja te trdnjave stala 60 milijonov evrov, če bi to dal v današnji čas. Kar je kar velik denar, ne, zelo velik, ne. Koliko tovaren lahko narediš, koliko ljudi lahko nahraniš. Po drugi strani bi pa rekel, kako so sploh uspeli tu narediti pred več kot 100 leti, ne? Ker ni bilo take tehnologije, to je bilo vse treba s konjem gor znositi, narediti, ne? To je fascinantno, ne? Nič, se javim, ko pridemo gor. Kaj sem se zdaj spomnil? Nisem seboj vzel luči, pa imam seboj. Tle so rovi, noter je tema, ne vem, kaj sem mislil. Sem pa neumen. Ne, lejte, zdaj sem gor. Lejte, tle dol nekaj en rov gre noter. Ne vem, a so stopnice ali niso, ampak bojim se, da sem ga tako usral, ker nisem vzel luči. Lejte, tu so pa te kupole gor, lejte, ta je ena. In lejte, po mojem sem frajer najdel, da bi tole razkosal, pa da bi prodal za staro železo. Zgleda, da je tu nekdo, hvala Bogu, preprečil, ker to, mislim, to je pa taka kulturna dediščina, mislim, to mora ostati, to je, če mene vprašaš, neprecenljiva vrednost tega. In lejte, tako ko je tam pisalo, jaz sem to nekje prebral, seveda, lejte, res, ta stavba je čisto kopana. In lejte, tamle še ena kupola, pa zadaj še ena.
bomo šli vse pogledat, se najprej grem temle pogledat, če grejo tiste štenge noter. Se ne vem, kako da se je to polomilo. Mislim, zakaj je to zrušeno? A je to morda NATO napadal? Takrat 90 ali pa, no, že 95 je v Bosni posredoval NATO. Ne vem. V glavnem, ja. Glejte, tamle je en vhod noter. Mislim, tole je noro zanimiva stvar. Sem pa enega ogromnega zelenca videl, je kar skočil malo, ko sem je tukaj strašil. Ja, pa ga ni nikjer več. No, jaz pa tle plezam dol. Tudi tem flaše metov, kot tu ljudje nimajo nobenega odnosa do narave. Zamislite, da so tu zgradili preveč kot 100 leti. Jaz si to ne predstavljam, pa sem gradbinec. A je tle vse neke piksne, pa to. Vidite, tle rovi naprej ne morem jeti, ker nimam luči. No, tole pa po mojem najbolj zanimivo. Če so tole štenge dol, so. In lejte, nimam nobenega smisla, da letam dol, ker nimam luči. No, imam je na telefonu, samo na kameri ne boste nič videli. Grem najprej okoli pogledat, da vidim. Mislim, prej nisem točno povedal, jaz luči imam seboj, ampak sem jih dol v apartmaju pustil. Kako sem lahko tukšen butel? Kakšne gluposti so se delam? Pa to je... ne vem. Res ne vem. Delal sem načrt. Trdnjave so ta glavna zadeva. Ja, verjeten bi lahko gruntal, da moram luči vzeti. Jezen sem. Še ena zanimivost. Glejte, okoli in okoli je pa jarek, ne? Se pravi, ta trdnjava je res skoraj neusvojljiva. Sicer ne vem, bi me zelo zanimalo prebrati kje, ne? A so tle sploh potekali dej kakšni boji, ali niso nikoli, a jo je kdo usvojil, a ni, vidite, to je prav. In okoli je tale jark, glejte. Morda bi se bilo zanimivo sprehoditi, tako da tole res ne vem, kako bi se to usvojilo. To smo na 705 metrov nadmorske višine. Zdaj pa imamo pa še ta zadnje dve kupole pogled, mogoče pa še katera zadej. A mogoče kdo ve, če je tole užitno za jesti? Nebar sem jih probal, pa so kar dobri. Upam, da ni kaj strup, no lejte, tlele tudi tega le dost. Pa so mi dobri, ne tukaj borovnice, ampak ni slabo. Tukaj spet porušeno. Jaz bi se upal trditi skoraj, da je tole NATO napadal. Ker to tudi ni tako enostavno uničiti. Evo, lejte, tam not bi pa človek lahko šel. Sem kaj čem noter hoditi, če nimam luči, ne? Dober, da je tale kupola ostala, ne? Dober, da je ostala, da je za videti. Drugače pa si predstavljate, da ste vi tlele noter, pa da takale bomba pade. Jaz si ne. Zato ljudje, ne želite si vojne, zmeraj zagovarjajte mir, ne, ker dokler ti ne vidiš, kaj je vojna, tudi jaz nisem še nikoli videl, ne veš, kaj je res vojna. No, Trebinje je tamle zadej, gač pa lejte ta planota. Semle v to smer je Črna Gora, Herceg Novi prideš, lejte tamle dol moj Pežojček fino čaka. Zdaj, a bom tle kaj noter prišel, pa bom kaj noter hodil, mislim definitivno jaz noter bom šel, posnel bom, ni sigurno, če bom objavil, zato ker če sem z mobitelom svetem, ne, je to bolj žalost, ne. Se ful slabo lahko vidi. Lejte, jaz grem dol do Pežojčka bom šel, pa bom pa tlele šel malo pogledat.
Se še malo gor sprehodim, pa da vidim, če je kaj zanimivega, za kam noter zlest. Drugače pa tole je bilo tudi fino z dronom za posnet, ne. Sam, veste, da mi je dron crknil, tisti, ki ste gledali prva dva videa iz Bosne, če še niste pogledali, jih poglejte, da boste videli, kaj se z mojim dronom zgodilo, da ne morem snemati. Glejte, drugače pa tole, ne. Tole je težko, pa jaz bi rekel 10 ton sigurno, morda pa mnogo več. In ni mi jasno, kako so to gor dobili pred 100 letem. A so tudi le gor naredili? Ali kako? Ne vem, ni mi jasno, če kdo ve, naj mi pove. Zdaj gremo pa še ta spodnji oziroma podzemni del pogledati, če se bo kaj pametnega zavedati. Da to je, mislim, pametnega. Če se bo kam noter prišlo, to je, morate vedeti, že 100 let, več kot 100 let zapuščeno. Ja, ne, vidite, pač takole. Ptiči so bili noč, sem se kar ustrašil. Zanimivo. Še malo noter. Ja, vidite, stopnice. Kakor sem rekel, rabu bi luč. Kaj je? A so tu netopirji ali kaj? Najbrž, da sem netopirje preplašil. Ja, vidite, takole je to. Mislim, zanimiv objekt, karkoli obrneš. Aha. Tlele zasuto. Zdaj kaj podrt se po mojem ne more. Smo čedalje višji. Moramo paziti, da ne bomo padli. Glede, tle se že kapnik dela. Gremo po teh stopnicah, dokler je svetlo, dokler se kaj vidi. Zdaj sem mogel iti kar čez ozko luknjo. In zdaj bomo tlele dol videli mojega Peugeotčka. Meni so te stvari zanimive, tako da vedno rad pogledam. Da vam povem še tisto zgodbo, ki sem vam jo prej obljubil. Ko sem bil jaz na eni od unih trdnjav tamle zadaj pred 10 leti, leta 2014, avgusta je to bilo. Sem tudi po tej neki hodu noter, ne? In nekje, da sem prišel v eno drugo sobo, sem mogel celo nekaj preskočiti. In ko jaz skočim, pred menoj en dec, tak, ke puščavnik je bil, zgoraj nič oblečen, čist suh, brado. Sem rekel, oprostite. Sem rekel, ste me malo ustrašil. Je rekel, pač tle sem, ne. No in potem začneva se pogovarjati in da prima one osnovne stvari, ne. Poga se vprašam, iz kje je, kaj, kako, ne, in povede tle iz Trebinja. In da sem mu pred 15 letem zdravniki napovedali, da bo živel samo še 6 mesecev, da takrat je pa pol začel, da gre čisto vsak dan do te trdnjave, pa se gor malo usede, malo nadiha in zdaj iz tistih 6 mesecev je ratalo, da je že 15 let zdrav in da se še nikoli ni počutil bolj, kakor se takrat. Povedal je tudi, da je pol, ki je tu hodil, ki je videl cel kup teh rožic, je začel tu malo študirati te, bom rekel, zdravilne rožice in je to nabiral, pa si čaje kuhal, pa tako naprej. In prav, da
mu je življenje super in da je zdrav. Tako da jaz sem vam to povedal točno tako, kot mi je on povedal. Če se mi je on zlagal, sem se vam tudi jaz. Ampak zanimiva zgodba, ne? In bi tudi verjel, da mogoče nekaj na tem je. V prejšnjem videu sem vam povedal, ne, kako nimam nobenih težav izputi, ko je stala na potovanju. Prej sem jih pa skusil. Pa zdaj jih bi mogel imeti, ko skozi jem pleskavice, čevapčiče, celo vin pijem, kavo pijem, kaj drugačne, v hribe hodim, sem ful dehidriral, tako da so kakšne take čudne stvari, ki se jih ne da čist pojasniti. Je pa verjetno veliko sprostitev, stres in tako naprej. Tlele gor ni stresa, sigurno ga ni, ne. Tako da to je bilo, kar se tiče te trdnjave. Zdaj gremo pa naprej. Zdaj sem že na poti dol. Zdaj sem prišel do ene zanimive table. Tle piše Putevi istorije Avstro-Ugarske trdnjave. In lejte tudi slike, lejte, tale je dobra, ker imaš dol pogled na Trebinje. Tale je pa po mojem Boki Kotorski, tle še nisem bil. No, lejte, tle imate pa zemljevid, ne? Vi ste ovdje, se pravi, mi smo tle in lejte, tle piše pod 1 Trdnjava Petrina, 2 Vidikovac, 3 Tvrđava i uporište Golo Brdo, 4 uporište Kučino Brdo, 5 Trdnjava Strač. Evo, na te 5 smo bili. Lejte, to je samo na te stran reke Trebišnice, je kar nekaj tega, pa še na drugi strani, ne. No, tukaj pa, lejte, tukaj je Trebinje. Lejte, tukaj le v Teli sem bil, v Trdbi. Zelo zanimiva, pred 2 letem, to si lahko pogledate, totle pa ne vem, kaj je. Mene to zanima, tako da si ne zmeram rad pogledati. Ura je že 6:30. Tam iz une trdnjave sem pol šel v stanovanje, da sem zmontiran video downloadov, uploadov, tako da je zdaj pripravljen, pa vse sem prištimal. No, zdaj grem pa še na en drug vrh, ki je tudi zanimiv, pa tam bom imel še oddajal v živo na YouTubu, tako da, če niste bili v živo, ker tole kasneje gledate, si poglejte. Sem prepričan, da bo zanimiva. Nimam pa niti cajt jesti, pa tudi nekaj nisem lačen, tako da se pa ustavim v eni pekarnici, pa si bom nekaj kupil, pa en jogurtek, pa boste videli, bom v najboljši restauraciji z najboljšim razgledom jedel. Ne bo nič slabo, čeprav bo bolj češko. No, tole pa je strma cesta. Upam, da moj pečojček zdela. Ljudje, to je pa ena najboljših cest, kar lahko obstaja. Lejte, dvigujemo se gor, ful hiter, pa fino je kot asfalt. Da me ni strah, a sem predaril gumo, ali jo nisem predaril, ali bom kje nasul, ali ne bom. Jaz grem tukaj že drugič, tako da drugače ta boljš šele čaka. Lejte, ne to, kakšni ovinki so, ne. Lejte, tle zdaj čist kontra. Treba celo malo popraviti, najbrž, ja vidite, lejte, kakšna nora pot gor. Jaz to uživam, no. Mogo rekel, da imam morda čudne fetiše, mogoče pa, veste, tole ni najhujši hrib, ki nas čaka. Tam tik preden prideš gor do vrha, je še hujši. Daleč imamo še do vrha, ampak gledajte, že tukaj je fantastičen razgled. Cesta še bolj fantastična. Evo, naš Pežojček,
in nadaljujemo kele še kar deleče in ta glavno nas šele čaka. Nikje vmes bo pa tudi ena trdnjava. Če dale bolj švatuje, lejte to panoramo. Noro, lejte, kje sem prišel po cest. Pa, ker bi vedel, kam še gremo. Zdaj le pa, kakor se spomnim, prihajajo pa največji izzivi. Če bom lahko snemal, bom, če ne bom mogel, ne bom. Jaz mislim, da se bo ta cesta še bolj dvignila gor. Da je šel za hribom sonce, zdaj spet vidim. Upam, da pridem gor, ker tlele pa rikverc pa res ne bi rad rinil. Lejte, Trebinje, da vam še pokažem dol. Čakaj, se tlele bo Pežojček spelal, bom ustavil. Lejte, tole pa je razgled. Prav zanima, koliko smo visok, bom pol preveril. Če sem bili tam pri uni trdnjavi 700 metrov, bi se skoraj upal trditi, da smo tle nad 1000 metrov. Nisem pa siguren, bom pa pogledal. Evo, še crknilo. Treba zročno speljati. Pa to so nore ceste, a? Dajte v komentar napisati, če vi tudi uživate v vožnji po takih cestah, ali sem tu samo jaz tak bumbar. Napište. Lejte, tamle trdnjavo dol bom pol več povedal od dne. Treba spet popravljati, ali bom speljal. Popravljati bo treba spet zročno. Ne bo treba zročno. Aha, tlele je pa najjači. Tlele pa je hrib najhujši. Evo, sem da obrate dobim. Evo, sem jih dobil. Samo bože ne daj, da mi nekdo zdaj tlele nasprot pride. Sem ga pa najel. Pa rečete, da ni Pežojček car, a? Fino zaobrniti, zaparkirati. Super. Zdaj pa tlele parkiram in se pripravim za oddajo v živo. Najdu, lejte Micko, a si ti začutil, da sem jaz prišel? Joj, ko imam sam pasje brikete, a jih boš jutri, jih bom malo zdrubil. Ja, pridi Micko, jih bova dobila. Pridi, tle ni Micko zate noter. Bureka ti ne boš šel, čak greva dol. Lejte še eden, isti ka na škiki. Ja, reveži bogi, kje ste se vi znajdli tlele gor? Sej drugače ste kar lepoci, ne? Tole ne bo zate, ker je samo burek, veš? Samo burek je, kako spa ti? Ja, lep si, gremo dol po brikete. Lejte, kako je revež lačen. Lejte, samo jih malo potovkal, kakor sem jih lahko. Samo me sploh pustil ni. Sem se še bogam po tačkah udaril. Pa se ste videli, še eden je. Mico, da si tako lačen. Ja, bogi revež. Ja, počas jej. Da se ne boš zadal. Sej bom vama pol še pustil tele malo, da bo tamela. No, lejte, tele imam Pežojčka parkiranega. Tukaj dol je Trebinje. Lejte, tamle vidite trdnjavo, jaz sem se po dno pelal, ampak sej se vidi, kje je, ampak sploh nisem ustavljal, ker od spodaj, če vam bi kazal, ne bi nič videl, ne. No, zdaj tlele, gor bom jaz pa live naredil. Olej, še kuža je prišel. Ja, reveži, dober, da imam jaz za vas. Lejte, imam jaz celo, lejte, bom jaz tole vam dal. Čisto se vam ne bom dal,
ker bom kje morda še kakšne večje. Kuža, si ti ne bom nič naredil, jaz sem ti prinesel, ne biti hud name. Na, kuža, na, jej. Ej, kako je lačen revež. Ja, bogi revež, vidite, to mene pa prizadene. Dajte, če ne bi mu nič za jest seboj, dajte, ta maček si ne vem, mu ne še kaj dam za jest, bo preveč pojel. In pes, glih tako. Ne bom jaz tule ven kar vse pustil, pa bom šel jutri še kupiti, ker lejte to lakoto. Vidite, lejte ta pes, lejte, čist do ene je, lejte, ta pa tudi kar pasje je. Naš ta bel malko, lejte, zdaj pa še ta prišel. Ta bel malko naš, je pa konzervca, ne vem za kugnarja, ni dobra, sem mal jezik noter pomoč. Sem ne bi ga dal, pa bi videl. Čak, na, koža ti bom dal. Lej, vse ti ne bom nič naredil. Lej, pa jaz ti za jez dajam, lej, na, samo jej ti, na, lej, na, jej, bogi, koža. Ne bom ti, jaz ti ne bom nič naredil. Jaz vem, da imaš ti z ljudmi slabe izkušnje, pa je tu problem. Ampak, lej, se vem, se je prav, da si pazljiv, ker ljudje so tudi barabe, ne? Nikoli ne veš. Ja. Ne vem, kako vam bi hrano pustil, da se note preveč najel, pa je tu tudi ni za zdravje dober. Dajte, maček bo šel kar pasu jest. Dajte to. Dajte, kako so prijatelji. Živijo v sožitju, vidite. Pa obe dva sta lačna, ampak skrb jesta. To je neverjetno, lejte. Zdaj pa še to tretji prišel. Lejte, kaj je tu lakota? Kaj je tu lakota? Bogi, koža. Misliš, da ne bi bilo koža boljš, če bi šel ti dol? V mestu bi kaj več dobil. Še en muc je prišel, pa tamle se še en kuža oglaša. Unle se zgleda na muco, ne tle, lej, Mico, lej, tle imaš. Mico, lej, tle imaš. Muc, Micko, lej, tle imaš, lej. Vidiš, tle jej, kaj boš na to vrečo, rino se boš še zadušil. Revež, bogi. Fino vas bom nafotral, ne? Ja, tu ste vi moje lepe žvalce. Dobro jutro oziroma dober dan iz Trebinja. Ura je 11. Nisem tako pozno vstal sem pred 6, ampak sem imel kar par stvari za narediti, tako da sem bil 4 ure za računalnikom, potem pa še, da sem vse pospravil, pa ti zburek, ki sem ga včeraj kupil, sem pojedel, tako da zdaj sem se že odpravil domov, se pravi, apartma sem zapustil, ampak sem si rekel, tale eno zadevo pa še moram iti pogledat v Trebinju. In to je tale Arslan Agić most. Bosna in Hercegovina je zanimiva po mostovih. Najbolj poznate stari most v Mostarju, zelo poznan je tudi most Mehmeda Paše Sokolovića v Višegradu. Potem pa malo manj znan most je tale Arslan Agića v Trebinju, pa v Konjicu je tudi zanimiv, lep most, mogoče celo malo podoben temu, ampak mi je ta bolj originalen, če sem čist iskren. Tudi ta most, kot most v Višegradu, je dal zgraditi Mehmed Paša Sokolović. In to je zanimivo, da je ta most celo par let starejši. Je pa drugače zanimivo, da ta most prvotno ni bil tukaj, ampak je bil 10 km višje. In prestavili so ga pa, ker so naredili po drugi svetovni vojni
tamle je za hidroelektrarno in so ta most potopili. In je bil celo eno leto potopljen. Potem so se pa le odločili, da spraznejo jezero in da bojo ta most prestavili. Ko so pač jezero spraznili, so kamen po kamen predstavili tale most sem v Trebinje. To je približno 10 km nižje. Zdaj pa zakaj se ta most imenuje Arslan Agić most? Zato, ker je tam, kjer je prvotno bil ta most, obstajal en možakar po imenu Arslan in on je pobiral mostarino. In potem so dali ime mostu Arslan Agić. Tisti, ki vas zanimajo take stare zadeve, zelo svetujem, da si greste ta most pogledati. Meni je fascinanten, pa sploh Trebinje je lepo, tako da je to samo še en dodaten plus. Glejte, tamle gor je pa ta hercegovška gračanica, ki sem včeraj bil, in če ste mogoče opazili, tudi zgoraj je zelo lep pogled na tale most. Še to naj vam povem, da je danes veliko lepši dan, kot je bil včeraj. Ni teh meglic, vidljivost je boljša, boljše slike bi bile, boljše posnetki včeraj, če bi bilo tako, ampak žal na to nimam vpliva. Vas bom pa spet povabil na moj Instagram profil, ker mislim, da sem naredil par zelo lepih fotk tega videa, tega mostu, in sem objavil na mojem Instagram profilu. Na Instagramu me najdeš pod Tomaž Gorec. Drugače pa včeraj sem mu se tudi javil v živo iz Trebinja, tamle z enega 1200 metrov pa še nekaj visokega vrha. To imate link v opisu tega videa, tako da tudi to si mogoče pogledajte, vsaj prvih 5-10 minut, ker je zelo zanimivo. Verjetno bi pričakovali, da je tale most pod okriljem svetovne kulturne dediščine UNESCO, ampak ni. Ni pa zato, ker pogoj je, da pač tista stvar, ki je pod UNESCO, da stoji tam, ker je prvotno stala. Ta je pa na drugi lokaciji, tako da ne more biti zaščiten pod UNESCO. Zdaj pa veselo proti domu z mojim Peugeotčkom. Lahko bi šel po avtocesti, pa bi bil doma v nekih 7 urah pa pol. Ampak jaz sem se odločil, da grem čez Bihać, da si ogledam vmes še Buško jezero. Pa tukaj je večji del ceste, po kateri se po dnevu še nisem vozil in mi je zato zanimivo iti, ker skoraj do Drvarja se nisem peljal še nikoli. Čez dan, po noč sem se večkrat, pa se mi zdi, da bo zanimivo, tako da grem kar po tej cesti, pa vmes bom lahko še ene bosanske čevapčiče pojedel, ker bosanskih čevapčičev še nisem jedel, sem skozi pleskavice, ker tukaj pri Srbih so bolj znana pleskavica kot čevapčiči. Tako da, ja, zanimiva pot pred mano. Res bom pozno prišel, ampak nič zato bom užival, ne bom rekel vsako sekundo, vsako uro pa sem. Ljudje, da vas nekaj vprašam, a ima še kdo od vas problem, da se mu telefon pregreva takole polet? Jaz imam in veste, kaj pol delam? Lejte, takole. Pa ga ohladi, ne? Ste, kaj je telefon vroč, je vidite navigacija črna rata, zato da kao manj energije porabi. In najte, zdaj sem ga mu pol minute zunaj in evo se obarvalo nazaj na normalno. Mogel bom kupiti nov telefon, a mi lahko kdo predlaga
kaj naj kupim. Tale se mi pregreva. Baterija je slaba, ker ga imam že 3 leta pa pol. Drugač Samsung S21 Ultra je, drugač kamera super, vse super, sam tale pregrevanje mi pa ni všeč. Tako da, pa tudi malo drag je. Če kupim zdaj S24 Ultra, se mi zdi malo drag, tako da me zanima, če kdo ve, kakšne so te opcije, tis Honor, pa Xiaomi, pa kva še imajo, pa Huawei. Če ima kdo ne zdaj pametnega se delati, če nimate tega telefona, mnenje mi dajte samo oni, ki imate ta telefon. Bom zelo hvaležen za nasvet. Prvič v življenju sem na Buškem jezeru. Glejte, to je veliko večje, kakor sem mislil. Zelo lepo. Sicer, ko sem prvič šla, se še malo ne znajdem. Moja pot, grem naprej na Livno po oni stran. Sem rekel, grem se malo po te stran, zato ker je sonce na te stran, da vam malo lepš pokažem. Vidim pa tamle ena cesta, gre kele do jezera, tako da grem še kaj, da boste še kaj naprej videli. Je pa tole neka takale, da sem večkrat gor splezal, ne, tle ob cesto dal. Tako da, dober je ta Buško jezero. Dron bi mogel imeti, veste kaj bi to z dronom posnel, noro bi bilo. Zdaj sem se kar nekaj časa pelil po temle Makadamu in zdajle sem prišel bliz jezera in lejte, ogromna zadeva, ne vem, kaj je še naprej. Obala res ni zdaj neka taka, da bi se človek šel kopat lahko noter. Sicer verjeten, da kje imajo. Malo bo to treba še raziskati, enkrat definitivno grem sem. Ko sem se peljal čez tale most, ki ga vidite, sem rekel, wow, kaj je lepo. Samo nisem mogel nikjer ustaviti, sem pa videl tole cesto. Tole, lejte, kjer sem z avtom prišel, sem rekel, nič, grem jaz pa tle. Pa da še vidim tole, lejte, tamle ene 100-200 ovc. Tle zgleda reka noter preteče in gre pol naprej pa v Buško jezero. Meni je lepo. Tole bi bili taki dron posnetki, sem kaj, ki ni drona, oziroma ne dela. Evo, sem že doma. Tle, ko sem nazadnje snemal pri Buškem jezeru, naj povem, da je bila pol pot zelo zanimiva, lepa narava, sem to opazoval, ampak snemal nisem, ker nekako ne bi znal dati v video tako, kot je bilo res lepo. Pol je bilo pa zanimivo, tam Bosansko Grahovo sem šel čez hribe in se spustil v Drvar in ne boste verjeli, ne? Tam Bosansko Grahovo, sonce sijal, Drvar čist oblačno, skoraj dež padal. Pol v Bosanskem Petrovcu je pa že začel dež na polno padati. V Drvarju sem hotel iti na ene čevape, v en lokalček, kjer sem nazadnje jedel. Tak preprost, ampak čevapi vrhunski. Ampak kaj se je naredilo? Zaprt je bil, ne? Koliko teh stvari propade? Ne? Kje dober jem v Bosni, grem naslednjič, evo, zaprto. No, pol, ko sem šel iz Drvarja proti Bosanskem Petrovcu, pa naprej do Pihaču, je v Drvarju sem enega štoparja pobral, enega starejšega gospoda, bil je star ene 65 plus, šel je v Bosanski Petrovac, ker je pol drug dan mogel jeti zdravniku v Bihač in mi je bil tako neizmerno hvaležen, ko sem ustavil, ne, je rekel, ne, da pač tle hudo malo ljudi vose in da Bog ve, koliko cajta bi on mogel še čakati, da bi mu en ustavil. In res, Drvar je, bi rekel, čist izven vseh nekih glavnih poti in je kar malo pozabljeno mesto, čeprav meni je všeč, ker se je čist ustavil, ne?
ampak grem zmeraj rad v Drvar. Tako da sva se, pelal sem ga do Bosanskega Petrovca, to je bilo ene pol urce, tako da sva še fino debato imela, zanimivo, zelo. No, pa sem ga tam spustil, jaz sem šel naprej proti Bihaću. V Bihaću sem se ustavil pojesti ene čevape v čevapdžinici Vezir, se mi zdi, da se imenuje, ker sva hodila iz Silvotom, takrat, ko sem drona strmoglavil, če se spomnite, čevapi vrhunski, sem se bal, da bo še tu zaprto, pa hvala Bogu je bilo. No, pa sem se pa domov odpravil in sem prišel zelo pozno domov, ne. Zdaj, kakor ste videli v teh 3 videih, sem se super imel. Če niste prvih 2 videov pogledali, jih poglejte. Pa vkolikor še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite, je popolnoma brezplačno, samo kliknite, naročite se, pa potem še zvonček. No, bilo je super, kakor ste videli. Zdaj, letos bom v Bosno šel siguren še parkrat. Razmišljam celo, da bi šel mogoče septembra še enkrat na Sutjesko, pa bi šel na rafting, na Taro, to je sicer v Črni gori, ampak le iz Bosne ful organizirajo rafting na Tari. Potem bi šel pogledat slap Peručica, ful zanimiv. Šel bi na to goro Volujak, šel bi na Vučevo, še nisem bil. Ne bi šel na Maglič, ki je najvišji vrh Bosne, ker sem že bil, čeprav bi me kar malo držalo, ki je ful dober, ne. Tako da imam veliko še za videti, tako da možno, da bom šel to, že septembra. Bom šel pa še vmes kam na kakšne krajše zadeve, oziroma morda tudi daljše, ne vem, nimam še nič planiranega. Zdajle imam ful dela s to mojo knjigo. Intervjuji, aktivnosti pri prodaji in tako naprej, tako da ne vem za veliko naprej. Drugače še nimate tele moje knjige. Glejte, knjiga iz 556 stranmi čistega teksta. Glejte, jaz se zdaj ta trenutek upam trditi, da je tole odlična knjiga, ker prodal sem jih že preko 300 in od okoli 30 ljudi sem že dobil odziv, da so jo prebrali in tu so ljudje take pohvale, da jih nisem pričakoval, res jih nisem pričakoval. Čeprav vedel sem, da knjiga je zelo zanimiva, ker so zgodbice dobre. Ampak veste, kaj mi ljudje pišejo? En mi je napisal, da je to prva knjiga, ki je celo prebral, ker ga je tukaj noter potegnila, da ni mogel nehati brati. Eni so jo prebrali v 2 dneh. Mislim, ful dobim same pohvale, nekaj sem jih tudi na Facebooku objavil, se lahko pogledate. Tako da zdaj se upam trditi, da je to odlična knjiga. Link za naročilo imate od spodaj v opisu tega videa. Jaz mislim, da je tole, če greste na morje, čudovito branje za na plažo. Ljudje so tudi rekli, da so se ful nasmejali, tako da res, mislim, do zdaj nisem dobil še nobenega slabega odziva. Nisem dobil tudi nobenega dobrega odziva. Da bi en rekel, ja, dobra knjiga. Ne, vsi so rekli, top, ful dobra in tako naprej. Ne, tu tudi ne bi lagal, ker če bi lagal, tu bojo tudi tisti, ki so prebrali, pa ki so mi pisali, bojo tale video videli, pa bojo rekli, pa bi lahko komentar dol napisal, evo, lejte ga, kako laže, jaz sem mu pa napisal, da je knjiga čist brez veze, ne. Ampak glejte, nisem dobil tacga maila, niti sporočila, niti nič, tako da knjiga je res dobra. Drugač pa čez dober teden grem za 6 dni v Črnogoro z nečaki pa z mamo. Bom probal mamo malo dobiti pred kamero, da bi kaj o meni povedala. Sicer težka bo, ampak probal bom.
In lepe stvari bomo videli, tako da se veselim tega, tako da to si boste mogli pogledati. Mislim, bo res zanimivo. In tudi potrudil se bom, da bi bil vsak večer video. Ne obljubim čisto 100%, potrudil se bom pa maksimalno. Tako da, lejte, lepe stvari me čakajo v prihodnosti, tako da življenje je res lepo. Zame je, lejte, sem vesel, kar radijo. Želim tudi vam, da se imate čim boljš, najboljš, da vam je življenje kar se da najlepše. Vedeti pa morate, da moramo za to veliko tudi sami narediti. Jaz sem se dolg cajta lovil, zdaj sem se pa nekako ujel. Sicer ne še čist, več pa lahko v tej knjigi moji preberete, no, tako da to je to. Nič, ful vam hvala, da ste do konca gledali tale video, tudi če tole moje filozofiranje, res cenim, ful hvala, naj sem še povem, da zdaj bo kar neki novosti na YouTubu, tako da res se naročite, če še niste na mojem kanalu, tako da zanimivo šele, najbolj zanimivo šele prihaja. Nič, mejte se, adijo.